Domu starejših občanov so v sredo 5. oktobra v okviru Konfucijskega inštituta priredili Chongyang festival. Chongyang festival ali praznik seniorjev, kot ga je poimenovala kitajska vlada leta 1989, izhaja še iz časa Han dinastije, ko so verjeli, da je praznovanje tega praznika izredno pomembno za ohranjanje harmonije in dolgega življenja. To je praznik, ki je posvečen seniorjem, kajti Kitajci verjamejo, da so to seniorji, to je od katerih se mi učimo, ki so pomembni za nas, in če praznujemo tak praznik, bomo vsi živeli v večji harmoniji in v boljšem zdravju. In da vas spoštujemo za vse, kar ste naredili za nas in kar mi moramo tudi narediti za mlajše generacije, ki pridejo. In mislim, da Kitajci zelo radi imajo veliko praznikov, vsemu so posvečeni. In vsak praznik je povezan tudi s hrano. Danes so vam pripravili iz naše partnerske restauracije tudi hrano, so prinesli nekako, da imate tudi občutek, kako je. Počasi se bomo pa tudi seznanili z kulturo njihovo, s pesmijo. Tako da mislim, da vam bo prijeten dan, vam želim. Zelo smo počaščeni tudi, da smo lahko tukaj z ekonomske fakultete, pa da vidite, da samo ne učimo ekonomijo, ampak tudi povezovati svetove med seboj. Rada bi povedala, da moje osebno prepričanje je, da če bi si vsak človek vzel nekaj časa, da bi spoznaval kulturo, navade, običaje drugih narodov, drugih ljudi, bi bil ta svet neprimerno prijaznejši in lepši. Dokaz, da se danes dogaja taka mednarodna prireditev, da tako rečem, to je dokaz, da v naši hiši drugačnost želimo sprejemati, da se želimo novih stvari naučiti, nove stvari spoznavati. Praznik Chongyang se na Kitajskem praznuje že od starodavnih časov. Gre za praznik dvojnih devetic, saj ga Kitajci praznujejo 9. septembra, 9. dan v 9. mesecu. Po načelu Yin-Yanga sta ti dve devetici dvojni yang, ki pomeni pozitivno energijo in moškost. Chongyang se praznuje v krogu družine s čaščenjem prednikov in starejših ter pogosto s pohodom na vzpetino. Simbolika gora in krizantem izhaja iz legende o vaščanih, ki so se 9. v 9. mesecu pred pogubo zatekli na goro, kjer so s krizantemskim vinom pregnali zle duhove. Ampak danes v sodobni kitajski družbi je postal ta ljudski praznik čas, kadar izražamo spoštovanje do starejših. Zakaj in kako? V tem dnevu se družimo s svojimi starši in pomagamo. Včasih seveda tudi gremo v dom upokojencev in radost prinesemo kot danes. Praznovanje je spremljal bogat kulturni in družabni program. Predstavljene so bile kitajske pesmi in poezija, kitajska joga ter kultura pitja čaja. Ritmi tradicionalnega kitajskega glasbenega instrumenta guzeng nas je popeljal na Daljni vzhod ter nam pričaral bogato kitajsko idilo. V znamenju povezovanja slovenske in kitajske kulture smo prisluhnili tudi slovenski pesmi in poeziji. Stanovalci pa so lahko poskusili okusne tradicionalne kitajske prigrizke, obenem pa se udeležili tudi delavnice priprave kitajske hrane in čaja.